Zelo težko je povzeti bistvo ene take kompleksne knjige v takem kratkem času, ampak če bi morala recimo povedati, kaj je tisto osnovno gibalo oziroma osnovna motivacija pisanja te knjige, bi rekla, da je to vrnitev dostojanstva vlogi ženske in svetosti ženskega počela v zgodovini gledališča, v evropski gledališki zgodovini. Oboje, se pravi vloga ženske in svetost ženskega počela, sta na tem področju, kakor tudi na mnogih drugih področjih, še zmeraj nevideni, zatajeni in predvsem nerazumljeni. V izogib idealiziranju sem se odločila oziroma lotila te knjige zelo strokovno, z različnih vidikov, multidisciplinarno in skozi različne segmente in zgodovinska obdobja pripovedujem zgodbo o tem, kakšna je bila vloga ženske oziroma vloga ženskega počela v staroselskih kulturah, v daljni zgodovini, kakšen je bil odnos do narave, odnos do imaginacije, odnos do iracionalnega in kako se je ta odnos spreminjal skozi stoletja, tisočletja in kako se je ta tranzicija zgodila iz, recimo rečemo, matriarhata v patriarhat. Matriarhat v tem pisanju svojem ne razumem kot prevlado določenega principa, tako kot recimo patriarhat poznamo kot očitno prevlado moškega principa. Po raziskavah mnogih avtorjev gre bolj za egalitarno družbo, v kateri je človek imel svoje dostojanstvo in svetost življenja, recimo svetost narave, svetost zemlje, svetost življenja. Ni šlo za čaščenje Boga zunaj nas, nekje na nebu, tako kot je značilno za monoteistične religije, temveč za čaščenje življenja kot takega in čaščenje tudi človeka kot takega. Se pravi, družbe niso delovale po hierarhičnem principu, ampak po principu kroga, v katerem je vsak imel svojo funkcijo. Mene osebno je v vsej tej zgodbi zanimala vloga gledališča oziroma zgodovina gledališča. In sicer zaradi tega, ker poleg grške tragedije, za katero mnogi mislimo, da je začetek gledališkega ustvarjanja v Evropi, poznamo misterije, iniciacijske obrede, ki so mnogo starejši in ki so tudi se odvijali hkrati v času, ko je že obstajala grška tragedija in so obstajali še kasneje. V tej knjigi, ki temelji na mojih dolgoletnih raziskavah, med drugim tudi doktorski disertaciji na to temo, poskušam pokazati, da je to misterijsko gledališče imelo enak pomen, kot ga ima grška tragedija. Čeprav je knjiga na nek način zelo strokovno napisana, je napisana tudi na zelo berljiv način. In sicer kot ustvarjalko, gledališko ustvarjalko, me zanima tudi to, kako ta znanja prenesti v sodobno umetnost. Na nek način sem v tej vlogi znanstvenice, ki opazuje ta fenomen teoretično in hkrati me zanima kot človeka, kot ustvarjalko, kot žensko, na kak način lahko to svetost življenja, ki so jo naši predniki, pradavna ljudstva, ta stik z naravo, z večdimenzionalnostjo sveta, z imaginarnostjo, z to barvitostjo naravnega reda sveta, ki je nekoč bila ljudem zelo pomembna. Kako to vključiti v vsakdanje življenje, kako to vključiti v svoje predstave. In zaradi tega to zgodbo, ki jo pripovedujem tudi na razumljiv način, na način, ki ne služi samo temu, da informira, temveč tudi, da inspirira, da tiste ustvarjalce, ustvarjalke, ki si želimo nekaj
več, ki si želimo nekaj širšega, ki želimo videti življenje izven tega kapitalističnega, tridimenzionalnega, omejenega sveta, kako se dotakne tiste svetosti, ki nam je vsem dosegljiva. Kapitalistični sistem že od začetkov patriarhata nam pripoveduje, da smo pravzaprav žrtve usode, žrtve oblasti, žrtve religij. Ampak pred tem so obstajale modrosti in ljudstva, ki so vedeli, da pravzaprav je vsak izmed nas sveto bitje. To je bila tudi ena izmed največjih skrivnosti, ki so se v teh misterijih, misterijskem gledališču sporočale ljudem. En izmed najpomembnejših oziroma primerov par excellence tega misterijskega gledališča so eleuzinski misteriji. Namen eleuzinskih misterijev je bil, da človek, ki je, se pravi, gledalec gledališča, ni zgolj gledalec, ki sedi in gleda predstavo, ampak aktivno sodeluje v gledališkem procesu, katerega namen je, da izkusi prisotnost božanskega. Se pravi, da sebe ugleda kot bitje, ki presega to svojo človeško podobo. Največja vrednota oziroma največja vrednost tudi teh eleuzinskih misterijev je bila to, da je človek lahko skozi to izkušnjo doživel prisotnost božanskega. Se pravi, božansko ni bila ena dogma, ampak živa izkušnja. Tudi poročajo mnogi, ki so šli skozi te obrede, po katerih se ljudje več niso bali smrti, po katerim je bilo mnogo bolj jasno, zakaj so tukaj na tem planetu. V 60. letih prejšnjega stoletja sta pionirja obrednega gledališča, Grotowski in Artaud, začela spet obujati te principe. Spet sta začela gledati nazaj v zgodovino, kdaj smo ljudje poznali takšne vrste gledališča, ki se ukvarja z resničnostjo, ki se ukvarja z čisto lepoto bivanja in ki pozna tisto praizvoren pomen človeškega bivanja na tem planetu. Bistvo tega gibanja je vrnitev svetosti v gledališče. In ta knjiga je namenjena vsem, ki pogrešajo to v sodobnem gledališču, ki želijo to vnesti v svoje ustvarjanje, v svoje življenje. Knjiga se torej začne v zgodovini in konča v sedanjosti in se sprašuje in na nek način tudi podaja potenciale in možnosti, na kak način lahko v umetnost današnjega časa vključujemo svetost in lepoto. Ali je to sploh mogoče in na kak način je to mogoče z našo zavestjo, ki je vsekakor drugačna, kot je bila takrat. V zgodbo vpletam tudi svojo osebno izkušnjo opazovanja in proučevanja načinov vključevanja obrednosti v gledališko umetnost in tudi primere drugih ustvarjalcev, ki se ukvarjajo s tem področjem. In na nek način knjiga služi tudi, bi lahko rekla, kot en učbenik sodobnim gledališčnikom, ki si želijo izvedeti več o tem področju.